Zdaj bi vam rad predstavil še eno lastnost, ki je vezana na tole, pa bi mogoče glede na njo še nekaj stvari poračunali, zato bi probal čim več stvari na tabli ohraniti. In sicer, dajmo to lastnost poimenovati kapacitivnost in ste za njo zagotovo že slišali v kakšnem pogledu, ne? Pa bi tudi mogoče še drug izraz, ki pa ni ravno sinonim, ampak za nas pa dovolj dober sinonim, torej kapacitivnost. Ja. Kapaciteta. Bomo kar isto oznako sicer uporabljali, ampak ok. Ja. Takole. Ideja je naslednja, ne? Torej, mi imamo neko strukturo, spet bom tako najbolj splošno možno, lahko si predstavljate dve plošči ali pa niz plošč in na to strukturo priključimo električno napetost U, to, kar smo tudi že prej imeli, če spomnite dve plošči pa vmes 20 kV. Danes se o tem nismo pogovarjali, smo se pa zadnjič, da zaradi tega imamo tukaj na teh dveh ploščah naboj, bom kar takole napisal plus pa minus Q. Ampak kar je bistveno, ne, tukaj čez se je pretočil ta naboj Q na tole lev del strukture. In dajmo definirati ta pojem kapacitivnosti, ki je takole definiran. Jaz bom z besedami, matematiki zapišejo to takole, z besedami pa dajmo napisati, da je to sposobnost strukture, da pod vplivom električne napetosti U shrani naboj Q. Jaz bi omenil samo, da v principu tukaj, to smo povedali, se vzpostavi polje. In mi znamo iz tega polja, ki se je tukaj vzpostavil, to se mi ne bomo učili, izračunati tudi električno energijo, ki je epsilon e kvadrat polovic. Tako da ne samo, da je kapacitivnost sposobnost strukture, da pod napetostjo shrani naboj, ampak lahko rečemo, da je kapacitivnost sposobnost strukture, da pod napetostjo shrani energijo. Naboj in energijo. Ne? Zdaj, ko že ravno smo pri energiji, mogoče kar napišemo to enačbo, ki povezuje kapacitivnost in pa napetost v energijo. Ne? Še to dodajam. Ampak tole je definicija. Ne? Glejte, s tem, ko smo mi delili naboj z napetostjo, nam je ostalo tukaj samo še nekaj, kar je odvisno. Torej, bom kar napisal, da je kapacitivnost odvisna od geometrije in snovi. Od geometrije in snovi, zato tudi rečemo, da je kapacitivnost snovno geometrijska lastnost. Tako da bi lahko tudi samo definicijo začeli, da je kapacitivnost snovno geometrijska lastnost neke strukture, ki je pod vplivom električne napetosti sposobna shraniti naboj ali energijo. Mi to kapacitivnost
označimo z strnjenim elementom, kondenzatorjem. Strnjen element, veste, kaj imam v mislih? To strukturo, to je nekaj abstraktnega, ne? Ta struktura je ta prostor tle vmes, ampak mi bi radi imeli nek majhen element, strnjen element, lahko tudi napišem, to se pol uporablja element vezja. V elektrotehniki, ne? Se imenuje kondenzator in njegova lastnost tega kondenzatorja je ta kapacitivnost, ki jo zapišemo kot C, meri se v faradih ali amper sekundah na volt, kar je izjemno velika enota, kar pomeni, da so kapacitivnosti zelo majhne in ni redko, da srečujemo mikrofarade, nanofarade ali celo pikofarade, kar pomeni 10 na minus 6, 10 na minus 9 ali 10 na minus 12. Ko sem pa nadaljeval kapaciteta, je pa to nekaj, kar je tudi v multimediji zelo pogosto, to so pa baterije. Zdaj, če si naprej predstavljate, da bi mi se osvobodili tele napetosti, kar pomeni, da bi kapacitivnost povedali, pri koliko voltih je, to se pravi, samo tale del enote bi ostal, potem, mogoče temu dajmo reči, C črtica, ta C črtica si dajte predstavljati je kapacitivnost krat napetost, kar pomeni, da mi v bistvu povemo, koliko naboja. Torej, določamo, podamo, bom tako napisal, podamo naboj, ki ga baterija shrani. Ki ga baterija lahko shrani. In zdaj vi pač veste, da so to vrednosti, ki so običajno podane v miliamperurah, recimo 10 miliamperur, 100 miliamperur in podobno. Ne? Zdaj seveda, če bi kdo pogledal kapacitete akumulatorjev, ki jih imamo v avtomobilih, ne? Tam pa veste, da so to kar amperure, 50-60 amperur. Seveda, gre za različne tehnologije. Ne? Mi imamo v telefonih litij-ionske baterije ali pa izvedenke teh baterij. To so baterije, ki so namenjene zelo majhnemu toku, ki ga dolg časa držijo. Medtem ko so v avtomobilih še vedno te stare baterije, svinčene baterije, kajti njihov namen je pa ravno obraten, velik tok za zelo kratek čas. Se pravi, praktično kratek stik naredimo na njih. Ok, zdaj, ko sem se dotaknil tega, da je kapacitivnost snovno-geometrijska lastnost, bi jaz mogoče vam navrgel samo dva zgleda. Torej, ploščni kondenzator, to je tisto, kar smo imeli že 10-krat na tabli. To sta dve plošči. Vsaka izmed teh dveh plošč si dajte predstavljati, da ima površino S, razdalja med njima naj bo D, in
snov naj bo, a se spomnite, prej smo rekli, snov definiramo skozi relativno dielektričnost. In kapaciteta takšnega ploščnega kondenzatorja, ste se tudi že v srednji šoli verjetno dotaknili, epsilon nič krat epsilon relativni krat S pa deljeno z D. Kar pomeni, da si želimo čim večje plošče, pa čim bolj blizu skupaj. V resnici, če si hočete predstavljati, mi lahko naredimo ogromne plošče kot pač en velik dolg list papirja, zelo blizu skupaj, tako da je to tanka struktura in jo potem zvijemo tako skupaj in dobimo te folijske kondenzatorje. Recimo. Še en zgled bi samo vrgel na tablo. Taka smo ga velikokrat tudi imeli, to je koaks. Torej, kakšna je kapacitivnost koaksialnega kabla, pri čemer dajmo samo skico od zadnjič obdržati. Takole, mislim, da smo imeli dva radija, sam ne vem, sem jih označil s črkami R ali RO. Mislim, da smo rekli, da sta grški črki RO1, notranji radij, in RO2, zunanji radij, pa dolžina kabla naj bo L, in jaz bi kar napisal kapacitivnost, da se glasi 2 pi epsilon nič epsilon relativni krat L deljeno z naravnim logaritmom razmerja radijev RO2 proti RO1. Evo, pač takole znamo zaračunati kapacitivnost tega koaksialnega kabla. Lahko malo bolj pomaknete kabel, da se še vidi tisto formulo lokacij. Ja, zdaj pa moram kolegico naprositi, da premakne, ker je to ravno problem. Čisto pomalo, prosim, bolj sem. Čisto malo. Še. Ok. Super. Ok. A se vidi? Ja. Ok, ja. Takole. To sem zapisal zato, ker bomo slej ko prej srečali tudi pojem impedanca nekega kabla. To boste potem v drugem delu predmeta tudi rabili in takrat bomo tudi povedali, da je v bistvu ta kapacitivnost pa induktivnost tega kabla posledično kriva za impedanco tega kabla. Ok, zdaj, ko smo osvojili ta pojem kapacitivnost, se pa lahko vrnemo na naš zgled, ki smo ga imeli na prejšnjem delu table, pa ga tudi še imamo, in bi skušal v zvezi s tem, kar imamo tule, odgovoriti še na dve vprašanji. In sicer, kolikšna je kapacitivnost bila tega našega ploščnega kondenzatorja v prvem primeru, ko nismo imeli dielektrika. To bo zdaj peto vprašanje. C brez dielektrika pa piše, da moramo upoštevati, ta podatek prej nisem napisal, da je površina plošč S je 0,4 kvadratnega metra. Takole, kapacitivnost, ko tega dielektrika še ni in se nanaša na prvi podatek, kar pomeni, da vzamemo C je epsilon nič krat S vlomljeno z D. Tale D pa vzamemo tole, kar smo tamle zračunali, dp nič.
To se pravi, S je 0,4 kvadratnega metra, dp nič je 9,5 mm. Tako da mislim, da ta del nam bo šel kar hitro dolg. Ta del nam bo šel kar hitro dolg. A kdo zračunal? No, tole nam ne bi smeli veliko dela dati. Koliko je epsilon nič, pa tudi veste, ne da? Ja. Kolegica sprašuje, če se to nanaša še na prejšnji zgled, seveda, ja. Tudi številčenje teče naprej. Jaz sem samo dodatno snov v tej uri obdelal, kaj je kapacitivnost in lahko zdaj rešimo še tole naprej. Ok, nekdo je naračunal Peter 15 nanofaradov. Ima kdo še kakšen drug predlog, če ne? Nano pomeni 10 na minus 9 farada. Imamo še kakšen odgovor? Ali pa? 8,85 krat 10 na minus 12 krat 0,4 deljeno z 9,5 mm. Kakšna potrditev tega rezultata s strani ostalih? Vsaj bi nam tudi koristila. Nec ima pa drugačen rezultat. Nika pa Nec ima ta drugačen rezultat, ja. In sicer 0,37 nanofarada. Ta bi se mi zdel boljši. Tako. Sem prav razumel? Ja, tudi Peter je že povedal, da je sam odkril napako. Ok. Prav, recimo, da je to zdaj pravi rezultat, pa dajmo spregovoriti še o kapacitivnosti z dielektrikom, bi pa razmišljanje vam takole zastavil. Dajte imeti v mislih, da sta to pravzaprav dva ločena kondenzatorja, ki sta takole povezana. Ko damo dielektriki tale skica, ki jo imam še odprej na tabli, da si jo lažje predstavljamo. En pas zraka in en pas dielektrika. Za zrak lahko zapišem, da je to epsilon nič krat S ulomljeno z tole debelino zraka, pa bi kar spomnil, S vemo, koliko je, debelina zraka je bila 55 mm. Dajmo vzeti to situacijo. C2, epsilon nič, krat epsilon relativni, ta je bil 6, krat S smo lihkar napisali, koliko je, ne bom še enkrat pisal, deljeno z debelino dielektrika, za katerega smo pa rekli, da je 5 mm, se spomnite. Ok. Dajte prosim zračunati, koliko sta C1 in pa C2. Jaz bom pa vmes
vam samo zapisal, da za zaporedno vezana kondenzatorja velja, da zračunamo nadomestno kapacitivnost kot vsoto recipročnih vrednosti. Oziroma, če to enačbo spravimo na skupen imenovalec, C1 krat C2 ulomljenost C1 plus C2. Zaporedna vezava. Takole. Namreč napetosti se seštejeta in če bi to vstavili v definicijo, ki smo jo prej napisali, dobimo tale izraz. Lahko samo napišem, pač to pa ni za nas, ne. Bom samo napisal, pri vzporedni vezavi je pa C enako C1 plus C2. Vzporedna vezava bi pa pomenilo, da imamo takole dva kondenzatorja. Ok. C1 in pa C2. A je kdo že izračunal mogoče? Koliko pride to? Ta prvi mora biti lahek. Ni noben še računam, ta prvega. Sem se mogla računala, da mi prevelike številke dajo za to. Ok. Aha. Ok, Nika ima, pa David, pam. Sam niso usklajeni rezultati. Pa Peter, prav, da ima David prav. 0,64 nanofarada. 0,64 nanofarada. Ta bi mogel biti dosti simpel, no? Se pravi, C1 0,64 nanofarada, sem prav razumel? In C2 bo Patrik, aha, 0,0. 0,0. Popravljajo me,
da sem narobe razumel, verjetno 0,064. Takole? A prav razumem? Da mi takole hočete pa, tako je. Ok, naprej, koliko je C2? Aha, kar nekaj odgovorov dobivamo. 4,2 nanofarada. Malo se mi zdi veliko razlike med tem pa med tem, ker je faktor 6 tukaj, pa dobro, ok, 100 bi bilo lahko razlike, no, recimo, da je. V redu, in koliko je C? Potem kjer od deski zračunala? A je prav? Cool. Pri drugem. Pri prvem je vse povedal. Ok, cool. Pa še koliko je C? C po eni ali drugi formuli mora biti enako. 4,3 pravnika nanofarada. Ok. Takole. Zdaj bi pa za zaključek vam rad prikazal nekaj, kar bi sicer imeli v okviru druge laboratorijske vaje, ki pa je zaradi korona ukrepov in s tem povezanega mogoče zmanjšanje števila vaj, bo izpuščena in vam bom tole pokazal kar v obliki video posnetka. Potem bomo pa zaključili, da boste lahko v miru prišli do laboratorijskih vaj. Takole. Iz multimedije. Stvari, ki smo jih pravkar izvedli na vajah, so del našega vsakdanjega življenja. Na področju multimedije pa izstopajo mikrofoni, ki jih danes srečamo v vsakem studiu, in ceneni mikrofoni, ki so del večine elektronskih naprav, so zasnovani na pokazanih osnovah elektrotehnike. Delovanje kondenzatorskega mikrofona. Kondenzatorski mikrofon uporablja dve kovinski opni ali elektrodi, po katerih teče tok in skupaj ustvarjata električno polje. Ena od njiju ob prisotnosti zvočnega signala zaniha in s tem se spreminja kapacitivnost kondenzatorja, ki povzroča padec napetosti na izvoru. Zato, ker zvočni signal spreminja električni naboj, je mikrofon hitreje odzivnejši od drugih vrst mikrofonov. Ravno zato je visokofrekvenčna odzivnost njegova odlika. Ker je kondenzatorski mikrofon po naravi električen, zahteva napajanje za njegovo delovanje. Napajanje delimo na zunanje in notranje. Notranje napajanje pogosto pride v obliki baterije. Večino modernih kondenzatorskih mikrofonov uporablja nekaj, čemur pravimo phantomska moč, ki je lahko dovedena iz vseh audio mešalk in kontrolnih enot. Če je amplituda zvočnega signala previsoka, se lahko opni dotakneta in mikrofon se lahko uniči. Kondenzatorski mikrofoni so dobri za studijsko snemanje, ker so tam manjše amplitude, saj so taki mikrofoni zelo občutljivi. Delovanje elektret mikrofona. Elektret mikrofon je precej podoben kondenzatorskemu, v resnici izhaja iz njega. Edina razlika med njima je izvor napetosti, ki je pri elektret mikrofonu sam elektret. Kaj pravzaprav je elektret? Elektret je dielektrični material, ki ima stalni električni dipolni moment, ki zaradi visoke odpornosti in kemične stabilnosti ne izgine več 100 let. Je manj kvaliteten od kondenzatorskega, vendar dovolj dober za potrebe človekovega vsakdanika. Ker deluje brez kakšnega dodatnega izvora napetosti, je odličen za telefone, prenosnike in videokamere. Poslušajte mene, saj sem mikrofon in vem, o čem govorim.
Okay. Če mogoče samo povzamem tisto, kar je bilo povedano. Ne? Zdaj, ideja kondenzatorskega mikrofona, če se navežem na tele dve plošči, tako kot ste videli v tem videu, je, da mi v bistvu z zvokom eno izmed plošč premikamo. In ko eno izmed plošč premikamo, potem ste videli, da pri neki fiksni napetosti, ki jo moramo dovajati, zaradi tega se nam kapacitivnost spreminja, posledično se nam tudi tale naboj spreminja in ta naboj, ki se spreminja, lahko identificiramo tukaj preko tega toka, ki nam potem bodi si priteka na plošče, bodi si odteka od plošč. In s pomočjo tega toka, ki nam tukaj potuje, lahko potem identificiramo ta signal in ta signal ojačimo in nam v bistvu to predstavlja fizikalno ozadje delovanja kondenzatorskega mikrofona. Zdaj, druga varianta je bila pa, da te napetosti nimamo, ampak imamo nek material, ki ima zelo dobro dielektričnost. Danes smo se pogovarjali, kaj to je dielektričnost, ne? In s pomočjo tega elektreta, torej tega materijala, ki ima dober dielektrik, ko tole spreminjamo, dobimo ravno tako signal. Sicer ni tako občutljiv mikrofon, za studijsko tehniko mogoče ni dovolj dober mikrofon, ne? Je pa dovolj dober, ker ne potrebuje nekega dodatnega napajanja in tudi, kot ste slišali, je mogoče bolj prizanesljiv do nasičenja, za razliko od kondenzatorskega mikrofona. Evo, tokle o aplikaciji tega, o čemer smo se danes pogovarjali na področju multimedijske tehnike. Zdaj, tule imamo še nekaj popravkov, kjer Nika pravi, da se ji zdi, da ni v redu izračunala in da je tale rezultat drugačen in nam ga je, če se ne motim, Marija popravila, pa bi jaz tudi to rad popravil, 0,063 nanofarada. Mislim, da je zapisala, kar, če tako pogledam, ja, je res, da ona je pač vzela, kot da sta sporedno vezana, ne, v resnici sta pa zaporedno vezana. Tako da naredimo še ta popravek, prosim. Ok, hvala lepa vam za pozornost. Danes nadaljujete še z laboratorijskimi vajami in se vidimo potem prihodnji teden.